Ja, tako upam, da ste se ogreli na ta poka komad, ne? In sicer v studiu imam zdaj že avtorico oziroma pevko te skladbe, Saško, lepo pozdravljena. En lep pozdravček tebi, isto k svojim gledalcem. Zdaj nisem avtorica, sem pa izvajalka. Izvajalka, ja. Bi samo spravila kaj takega, da bi napisala, si sedaj probala v takih vlogah? Nisem se, no. Prepuščam to kar tistem, ki znajo to. Raj odpoješ, pa je to to, ne? Tak je. Ta komad sem iz posebnega razloga zavrtel, ker v bistvu se mi zdi, da se je zelo prijel, ne, in da se veliko tudi vrti, pa tudi na nastopi ga redno izvajaš, ne. Veš kaj, zelo preprosto besedilo je, bil je striktno namenjen, to je bil prvi video spot, ko smo rekli, zdaj pa ne bomo dali punc noter, ampak je namenjen bil v bistvu otrokom, ker smo zadnje čase sploh ugotavljamo, da skupino Skater poslušajo tudi majhni, pa da smo v bistvu striktno to za njih naredili, zato smo dali tudi plesno šolo noter, male otroke, da smo šli malo iz onih neklasičnih dve punce plešeta, avti, to. Teda zato se je v bistvu tudi bolj prijel, se mi zdi, smo se tudi mi malo prilagodili. A še dobivaš kaj video posnetkov od tam malih otrok, ki pojejo tvoje pesmi? To bo skozi dobima. Žal taki mali, veš, ne morajo jih prijeti na najni nastop, ker najni nastop se res ponovadi začnejo pol noči, tada ogromno dobima. Potem morala jak nastop za tak narediti prej, ob 3-4, ne? Delava, skoraj vsako leto imamo kakšna postovanja, tele Halloween party, mi vedno za otroke tudi pet, tudi to znamo, ne boste verjeli. Imaš kako otroško namenijo tudi? Otroško ne, vse so te take, a veš, tukaj mali otroci še zelo ne vejo, kaj pomeni, pač njim se gre, da migamo, da se imamo fajn, pa je to. Mi starejši se preveč poglabljamo v besedila. Veš, otroci so pa tako navikani. Ki so tako zanimiva, ne? Da ni, pač le, bistvo vsega je, da plešemo. In letos tudi na postovanju v Moziru te bomo slišali, ne? Ja, res je, to soboto vsi vabljeni na veliko postovanje v Mozirje, skupaj Skater pa Modrijani. Teda jaz mislim, da bo dober. Žur zagotovljen, ne? To pa vedno. A se boš kaj maskirala? Bom, ampak ti ne bom povedala, kaj. Zakaj ne? Ja, lej, imajo pa mora biti presenečenje. Kaj si bila prejšnjo leto? Čak, da poštudiram. Prejšnjo leto sem bila Plejbojeva zajčica. Res? Ja. Zanimiva izbira, ne? A ne? Ja, nikoli ne bi si zamislil. Ja, to je taki strela z jasnega, ne? A veš, zakaj vem to? Ker sem li danes na Skaterjevo stran objavljala spomine, stare slike, in zato vem, kaj sem bila lani. In sem dala, mislim, za 3 leta zadnja gor, zato sem zdaj točno vedela. Drugače ne bi. Kot majhna si se vedno rada maskirala? Ja, ful. Ti je bilo to pust? Mi smo imeli, jaz prihajam z vasi, takrat je bilo tipično, da smo se otroci oblekli, da smo šli od hiše do hiše. Pobirali, ne? Pobirali nagrade, pel, teda sem ful žalostna, no da zadnje čase tega več ni. Vsaj pri nas ne. Ja, ni več. Ne, tako da starši, dajte otroke spet nekam peljati ven. Otroke mi nerodni, so raje na telefonih. Ja, ne, škoda je, res, mislim, meni so bili to ful dobri časi, pa jih pogrešam, no. Zdaj, videl sem tudi, da zdaj nimaš več hroščeka. Pa dobro, pa kaj ti me slediš, ali kaj? Ja, vse sem preveral. Zakaj si izmenjala? Moji sloviti, zato ker so me vsi hecali, da že imam oldtimerja. A, to je bilo to? To je bilo to. Ja, res je, ful dolgo sem ga imela. Mislim, da sem imela 10 let mojega slovitega bitla. Sem se s težkim srcem poslovila, ampak je bil čas, da gremo malo na večje. Vse veš, da imam veliko kuškov, treba jih tudi kam pelati, ni morajo jih na sovoznikovem se vedno voziti, tako da v bistvu tudi zaradi tega. Kam je šel pa hrošček? Mislim, da tam nekaj po Ptuju se vozi. Aha, po Ptuju? Mislim, ja. V pravih rokah? Ja, taka fletna punca ga je kupila, tako da, ko jo vidite, pipkite. Aha. Kaj ste nešli? Aha, videl sem tudi, da si objavila, da za nov spot iščete novo prevozno sredstvo, ste ga potem na sejmu tudi uspeli dobiti? Si si izbrala novo prevozno? Absolutno, že imamo dogovorjeno, se je tudi pripravila nova pesem, ideja zdaj za novi spot, tudi prevozno sredstvo, ampak ti še nič ne bom povedala. Verjetno bo traktor? Ne, ne bo traktor. Ker traktor je že bil za to, zdaj ponavljati se nima smisla, ne? Možno, da bo kaj podobnega. Ne vem, bomo videli. Ampak na kmetijskem sejmu si pa zbrala prevozno sredstvo? Na kmetijskem sejmu sem pa bila, ker najen dober prijatelj zdaj, med drugim bil včasih prvi sponzor, je v bistvu Joco, ki ima v bistvu te traktorje. Teda tudi v videospotu tam ali lahko vidite njegov sloviti modri traktor, zaščitna barva njegova modra. Teda smo šla v bistvu pozdraviti tudi njega, tako prijateljsko, pa potem mogoče kakšni dogovori tudi. Res je, ja. Pred grema pa na kviz, ki ga že težko pričakuješ. Ja, mi čakam. Me zanima, še vedno se ukvarjaš s to X-body telovadbo. Res je. Kako je to, mislim, kako deluje,
Veš kaj, jaz sem ful tako hiperaktivno bitje, pa ful imam rada vse na hiter, kakorkoli se zdaj to čuje. In jaz res priporočam X-Body tistem, ki nimajo časa hoditi v fitness. To je v bistvu 20-minutna vadba. Fajn je, ker imaš v bistvu, jaz sem tam svetovnega trenerja Sebastiana, ki me res ganja, ki se včasih mora tudi dreti na mene, ker jaz sem tudi nepopustljiva. In je, v bistvu, hitri rezultati so v zelo kratkem času. Kako dolgo že ti to? Začela sem, mislim, da že lani poleti, s tem, da sem imela vmes, imam kak mesec, 2 meseca pauze, ker se me malo, jaz rečem, ta zimska utrujenost prime. Ampak dobro, se vsakodnevno vse en gibam, jaz ogromno hodim na sprehode zaradi kužkov, sem rada v naravi. Tako da zdaj absolutno pa spet 2-krat na teden nazaj telovaditi. Priporočaš pa z vse starosti? Veš kaj, ko prideš tja, tako in tako v bistvu se s tabo pogovori, kaj bi kdo kaj rad. Je drugače to kar težka telovadba, ne vem, ti si jo že šel, da je poskusil? Ne. Bom ti uredila. Bomo šla drugič skupaj, evo, boš videl. Zgleda ful lahko, ampak je ful naporna telovadba in zdaj vsak ne more. Zdaj starejši načeloma grejo bolj kondicijsko, ampak se uravnava, ker ti dobiš v bistvu navidezno težo na sebe. To je neka mašina v bistvu, ja, in ti dviguje jakost. Tada v bistvu je priporočeno bolj za hitro oblikovanje, da vzdržujemo kondicijo, ampak moraš biti pa zdrav, absolutno. Zdaj, nekdo, ki ima ful težave s srcem, po mojem njih ne priporočamo. Super. Ok, mislim, da smo povedali nekaj o spotu, novem bomo še malo poklepetali, zdaj gremo pa na kviz. Tako, mislim, da je vse pripravljeno, gremo na The Quiz. Ja, tako naj še enkrat poudarjam, da sponzor The Quiza je športna trgovina The Nutrition, ki podarja tudi zmagovalcu lepo, super nagrado. Morda jo boš dobila tudi ti. Pa sigur bo moja. Zdaj pa, tako kot vsakega tebe, tu čaka 5 takih kratkih vprašanj, enostavnih. Zdaj rekel si, da vsa bo ta uživali, glasba, druga pa ne sprejemam. Živali žal ni, je geografija, zgodovina in pa šport. Mislim, čisto vse, kaj sem prešpricala v šoli, bom mene zdaj sprašval. Mogoče si pa to zapomnila. No, dej, da vidima. Bom tebi dal lažje vprašanje, ne? Ok. Gremo na šport. Kolikokrat je bila Barcelona, nogometni klub Barcelona, španski prvak? Ja, to je zdaj ugibanje. Pojma nimam, ne gremo EC5, ne vem. Ajde, dvomestna številka, no, da ti lahko pomagam. Ni enomestna. Huj si mi pomagal. Daj mi AB vsaj. Da prvo na B. Lej, pojma nimam. Reč ma nekaj. To je tako, da te vprašam, ne vem, kaj te naj vprašam. Ne vem, tenke barve so ženske. Pojma nimam, lej. Ampak se, nekaj reč. Lej, če uganeš je 5 točk tvojih. Ne vem, 10-krat, pojma nimam, lej. 10-krat, To zdaj sem ga puhla, po mojem na celi črti. 10-krat, ne? 20, 26 ali 30? Ne vem, rečemo 26. Bravo. Evo, vidiš, A res? 2 točke imaš. Pa kaj mi že prej nisi pomagal, šli pametno je spadla. Lej. Ampak možda si imela za 5 točke. To sem vedela, to za nalašč. No, evo, zdaj gremo pa na zgodovino. To ne bo šlo. In geografijo, ne? Glavno mesto Nigerije je? Nigerija, pojma nimam. Ja. Jodej, zdaj, če gledate, blond, totalno pojma nimam. Nigerija, ok, zdaj pa ABC, nekaj tu ne moreš ugibati, ne? Ali je to Akra, Kartum ali Abuja? Ja, pa kje si, pa ti najdo. Eno je pravilno. Pa si rekel ABC mama, to zdaj se na blef. Akra, Kartum, Abuja. Daj mi Abuja, kaj mi je tako ful bolano. In Abuja je pravilno odgovor, 4 točke. A ti res so zdaj zvedel? Tako, Abuja, ja. Glavno mesto Nigerije je Abuja. To sem vedela. Ima zelo veliko prebivalcev. No, vi še na koncu pa še glavno nagrado dobila. Nigerija je tudi država z največjo površino. To greš ti za nalašč pogledati, tisto, ko veš, da tole se nobenemu ne stanja. Ja, normalno, prav prelahko. No, dej, zdaj ko mi čakam, kaj me bo zdaj vprašal. Katera država je tretja po površini v Aziji? Ja. Kar ABC gremo. Eno državo iz Azije, reč, ko je ful velika. Pojma nimam. Pa mogoče uganeš. Ne vem. Azija, kontinent. Imamo en držav, ko res izstopajo, ne? Ja, zdaj si pametno, da tam ne viš odgovora, ne vem. ABC, prosim. Ne boš rekla. Ne. Res ne? Ne, res ne. Ok. Imamo Kazahstan, Saudsko Arabijo pa Indijo.
tretja po površini, po kvadratnih kilometrih. Ne? Indija. Indija, 2 točki. Res? Ja, Jo, pa Indija. kasti, ja, malo. Malo sem ti pomagal, ker sem mislil, da boš rekla, ne vem, Indija je Azija, ajde, probimo z Indijo, ne, pa ne, ni šlo. Obladam. Ok, zdaj pa glasba, ne, to je zdaj 6 No, točk že tu pa imaš, upam, da ne. si nam zdaj sramote naredila. Koliko albumov ima skupina Kelly Family? Ti veš, da sem jaz bila takrat ful najstnica. Ja, se vem, ja. Ja, so jih kar nekaj naredili, ne. Pa dolgo so bili na sceni od 80-ih let, ne, pa še danes igrajo, ne. Je čakaj, sem zdaj, po mojem so albume takrat delali, ki so bili tudi najbolj znani, ki so bili na vrhuncu. Ja, pa Zdaj tudi je že to šlo tako. Ampak zdaj so enega so izdali 2017, enega 2019, recimo, ne, sem šel A pogledat. so še? Jaz nisem vedela, še so poje. zdaj, Okay. they're To si zdaj back. mi 2 dal? They're back. Ja, 2 sem ti dal, ja. Ki jih je še? Ne vem, reč ima 12, pojma nimam. 12, malo več, Več? 30, 33 ali 35. Ja, veliki so jih naredili, res so bili pridni. 33, rečma. 33. Spet imaš 2 točki. Neverjetno. Karkoli ugibaš, uganeš. Ok, še zadnjo iz glasbe. Koliko albumov pa je izdala Tinkara Kovač? Z veseljem bi rekla i 33, ker sem jih čul vrhunsko. Ampak ni bilo toliko. Pa to se zdaj merva spet od njenih začetkov, ali... Ja, O, veš, kaj je to zdaj? ja. Ne vem, rečva i... Čakaj, da zračunam približno ugled je na sceni. Ja, se ponad se tako računa, ne. Ja, sem veš, ona je ful hitro začela, Ja. pa duete vem, da je ful devala ven Ja. takrat. Ne vem, tega mi tudi zelo puhnala. Ful ji prvoščim ogromno, ampak ne vem, rečva realno... Ne vem, 12. 12. Ne vem, 12 rečma. Zadnji govor. Ja. Koliko sem ga puhnala? Žal ne. 13, 14 ali 15. Bila si pa res blizu, ne. Ja, ker sem šla približno po Ja. letih, veš. Ja, saj imate to dobra 13, taktika. 14, 15 si rekel. Ne vem, rečva 14. -1. Ja, šment. Blizu si bila 5 točkam, to je skupiček je 8, to je dober rezultat. Ne? Nisi zadnja, nisi prva. Ne? Pa na Nekje v sredini je najboljš biti. Nekje v sredini je najboljš biti. Ne? Ja. Zdaj pa spet k resnim temam. Ne? Al Capone, Ja. italijanska scena. Ja, samo po naslovu. Samo po rečva. naslovu. Ja. Kaj nam ta pesnica pripove? Kaj nam Veš, kaj sporoča ni? Al Al Capone, v bistvu je bila taka ideja strani Miha in Saške, Miha Hercog, Saška Lendero. Ona dva sta v bistvu tudi naredila malo in ona dva, ko dobita idejo, bolj mi gremo vse na polno. In ona dva sta imela v štartu komad bo Al Capone. Aha. Tada v bistvu smo tem na to šli, nismo se šli zdaj teh nekih ful jakih italijanskih, probali smo nek odlomek noter v videospot sam dati. Ja. Drugač smo šli pa v bistvu čisto na XY, ker za ta videospot smo imeli 100 variant, zakaj ga ne posnet, ker smo imeli predvideno lokacijo na obali, morje, igrišča, malo drugačna varianta, je ful dežval. Pa je Tada v padlo bistvu vodo. smo šli v soboto zjutraj snemati v Maribor. Hvala Bogu, da imamo tukaj prijatelje, da so nam tudi pomagali z vsem, ne vem, garažna hiša v hotelu, vse, da so nam šli na roko. Ampak na koncu je dobro izpadlo, no. Tada zdaj nekaj kaj pove, ja, pač noter smo dali predstavili skav enega Al Caponeta in eno mično gospodično, ki se imata lepo. In to je to. To je to. Kako ste pa kaj pol, kdaj ste to dali ven približno? Veš, že ne vem, čakaj, kdaj je šel. Nekaj časa nazaj je že bilo, ne? 3-4 mesece mislim, da je zelo zunih. No? Točno mene vpraša, ker res ne vem. 3-4 mesece rečeva, da je. Sma zadovoljna z samim predvajanjem komadov, spotov. Se še trudimo, v bistvu, da tudi ta Al Capone bi z ogledi premagal ta malo, ker zaenkrat še nima konkurence. Tada v bistvu zdaj tudi začnemo malo bolj tudi na sami promociji. Kak je pa kaj na nastopih, ga že znajo zapet? Pa načeloma mi dva moramo kar potrkati, da se mi zdi, da za vsako, ko damo komad ven, znajo naslednji vikend vsi refrene. Vse veš, da vsi si zapolnimo refrene. To Tada najbolj ja, gre. ja. Pa sej ni tako težko, veš si niti za zapolnati, bodva realna, ne? No. A začnete na nastopih ali pripravljate za na konec, recimo tak nov komad, aktualen? Načeloma je vedno na koncu, zato ker ga morajo ljudje čakati. Aha.
Tako da tenor je vedno zadnji, se pa doskrat tudi delujemo v bistvu po občutku. Načeloma imava nek seznam skladb, ki jih predvajava, ne vem, runda 1, runda 2, ampak če vidimo, ne vem, da bi pa mogoče bolj s katero drugo bilo, pa tudi malo drugače naredimo. Omenila si že tudi, da kmalu prihaja tudi nova pesem, lahko že kje razkriješ? Se pripravlja nova pesem. Jaz upam, da na poletje nam uspe to ven dati, kako in kaj, pa pustimo se preseneti. Se pravi, nič ne bomo še zvedeli. Ja, pa normalno, da ne. Še kak letos ali je v bistvu predviden samo ta komad poletni? Ne vem, ne bom čisto nič rekla, veš, ker zdaj smo ugotovili, da bolj, ko načrtujemo, slabše. Tako da enega pripravljamo, kako bo pa do konca leta, bomo pa videli. Naslednji teden se bliža tudi izbor pesmi za Eurosong. Si kaj slišala odlomke pesmi? Sem enih par na hitrico pogledala, čeprav po pravici povedam že nekaj časa, nekaj ful ne spremljam to na polno. Ko sem bila mala punčka, vem, da sem živela res za te trenutke, za te naše popevke. Se mi zdi, da zdaj pa malenko smo zgubili čar, no. Ni več to. Jaz vem, da imam, meni, če rečeš ti Ema, imam jaz tle pred očmi, ne vem, Darjo Švajger, veš, to tiste res te popevke. Se mi zdi, da zdaj pa res večinoma delamo šov, ni več tudi na glasbi. Brez zamire, tisto gretja. A si slišala, da Tinkara Kovač letos sodeluje? Sem videla. Komad? Si slišala? Njen komad si pa nisem niti zapolnila, ker sem res na hitrico preletela, veš, tiste odlomke, ko so kar dali. Tako da ne vem, kakega imam. Nekaj mladih in nekaj starejših, tako da neka mešanca. Ema Fresh je bila tudi letos, ne? To je spodbudno, ne? Trije so se tudi, dva so se na Emo potem to vrstila, neuveljavljena. Se prav je, da je ogromno v bistvu tudi različnih novih, da lahko pridajo zraven, se hvala Bogu. Slovenija je premala, pa moraš vedeti, da vsak pri nas, vsak to drug že poje. Vsi bi rad bili pevci, pevke, bili v skupinah in dejansko smo premali in rabimo v bistvu več takih stvari, da se lahko ljudje predstavijo. Se tudi viš daj na Emi? Ne. Midva smo, a veš, dajmo ga žurat, pa tam bi mogli biti preveč resna. Čeprav bi to lahko uspel, ne? Ja, ampak nisva za to. Midva res gremo svojo pot, kar se tiče tekmovanj, tekmujemo sama s sabo in je to to. Je to dost, ne? Super. Jaz se že veselim komada, ki ga boš poleti dala ven. Mislim, da smo danes povedali vse, kar smo lahko, ne? Zdaj pa za konc bi se zahvalil, da si prišla v našo oddajo in pa te prosim tudi napoveš ta Al Capone, pa da se gremo kar pogledati. Ja, hvala tebi za povabilo. Dragi gledalci, ja, nič na vrsti je Al Capone.